To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Na Goričkem smo obiskali majhno vas Pordašinci, v kateri živi manj kot 30 prebivalcev. V nakupovalnem središču zazvenele božične pesmi. Gripa nas je letos obiskala 6 tednov prej kot običajno. V Beltincih prižgali lučke. In še vreme, jutri bo pretežno oblačno. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni. Na Goričkem leži majhna vas Pordašinci, v kateri živi manj kot 30 prebivalcev. To je kraj, kjer se tradicija prepleta z dvojezično identiteto, kjer je skrb za naravo del vsakdana in kjer se domačini še vedno zanašajo drug na drugega. V Pordašincih se življenje morda odvija počasneje kot v mestih, a prav zato domačini pravijo, da tu najdeš tisto pristno, srčno povezanost. Ko vstopimo v Pordašince, hitro postane jasno, da tukajšnji način življenja oblikujejo ljudje sami. Sodimo v eno izmed najmanjših vasi, vendar kljub temu tu živijo zelo srčni ljudje, ki smo zaenkrat še zelo povezani in zelo dobro delujemo kot skupnost. Število prebivalcev se je čez desetletja močno spremenilo. V naši vasi je okrog 30 prebivalcev. Iz zgodovinskih virov je pa izhaja, da je bilo pred okrog 100 leti tu čez 90 prebivalcev, tako da se žal število prebivalcev manjša. Dosta se je spremenilo, preveč dosta, bilo prej, kako je gospod pravil, 90, zdaj pa nas imamo 28-29, pa čas vzame svoje. Večina današnjih prebivalcev je starejša, zato v vas življenje in mladostni zagon prinašajo mlajši krajani. Lepo je, da imaš mir, tako kot vsak dan vidiš tudi domače živali, vidiš tudi divje živali, srne, zajce na poljih, na travnikih. Ker je lepa narava, dosti prostora in lahko hodiš na kakšne lepe sprehode. Tudi ime vasi razkriva del njene dolge zgodovine. Prekmurski in madžarski zapisi nakazujejo na večkulturno okolje, v katerem se je vas razvijala. Neke omembe vredne zgodovinskih zapisov glede Pordašincev ni oziroma jih nisem našel. Nekje 100 let nazaj se je vas imenovala Pordašinc, po prekmursko govorijo Pordašinci, Pordašance, madžarsko ime pa je Kišfolu. Dejansko, če pa Kišfolu prevedemo, pa dobimo ime Mala vas. Ker Pordašinci ležijo na dvojezičnem območju, tamkajšnji prebivalci vsakodnevno preklapljajo med slovenščino in madžarščino. Tako madžarščino kot slovenščino, je pa zdaj so večinoma že družine mešane. Tako da zdaj, ne vem, naprimer jaz doma z mamo se pogovarjam madžarsko, ko sva sama skupaj, tako pa, ne vem, je partnerka poleg, ki je pač iz slovenske vasi, pa takoj pol greš na slovenščino, z otroci tudi zdaj že bolj slovensko, žal se tudi madžarščina malo že izgublja. V središču vasi stoji tudi kapelica. Za zvonjenje skrbi zvonar Štefan Grabar, ki tradicijo ohranja že več kot 4 desetletja. To je bilo malo bolj težko, ko se na vsak še pogreb, ali to mogo vsak še 2 razvoniti, zdaj pa je elektronsko napravljeno, lejko za Amerike napustimo. V Pordašincih je kljub majhnemu številu ljudi vedno živahno, ko pride čas prireditev. Ker imamo različne prireditve, tudi kakšne bogračjade, pohode, razstave, karkoli dogodke, ki se v vasi dogajajo, se res moramo vsi skupaj povezati, da tako zadevo izpeljemo, glede na to, da nas je samo 30 in sleherni vaščan je pomemben pri organizaciji takšnega dogodka. Posebnost vasi je tudi izjemna verska raznolikost. Pa imamo 3 vere skupaj, evangeličansko, rimokatoliške pa kalvinske. Prav ta raznolikost in majhnost pa sta razlog, da se domačini še bolj zavedajo pomena medsebojne podpore. Mogoče se zaradi te naše majhnosti prav zavedamo, da pač moramo stopiti skupaj in si pomagati. V Pordašincih morda res živi le peščica ljudi, a prav tu se skriva zgodba o povezanosti, potrpežljivosti in skupnosti. V času, ko se mnogi pritožujejo, da nam primanjkuje bližine, jo tukaj še vedno najdeš na vsakem koraku. V soboto je v trgovskem centru Maximus Murska Sobota nastopil mešani pevski zbor Štefana Kovača.
Zbor se je predstavil z izborom božičnih pesmi in s tem dopolnil praznično dogajanje v mestu. Mimoidoči obiskovalci so se tako lahko med nakupovanjem ustavili in prisluhnili božičnim klasikam. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, marsikoga je letos gripa že polegla v posteljo in zato smo v studio povabili specialistko socialne medicine in javnega zdravja Tatjano Krajnc-Nikolič, da nam pove nekaj več o tej sezonski bolezni. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, gripa je že med nami. Kakšna je situacija letos v Pomurju? Letošnja sezona gripe, kako mi spremljamo in beležimo, se je začela prej in sicer približno 6 tednov prej kot lani. Torej, v Pomurju in v Sloveniji je občutno več primerov gripe in gripi podobnih obolenj, kot je bilo v istem obdobju lani. Torej, konkretno za našo regijo, recimo mi imamo zabeleženih do prejšnjega tedna oziroma do 15.12. 325 primerov gripe in lani v enakim obdobjih je bilo le 25. Torej, prej se je začelo. Poleg gripe in gripi podobnih obolenj je prisoten še COVID, še vedno, in opažamo, njega je tudi dosti v naši regiji in sicer do zdaj, do tega 15.12. je zabeleženih 330 primerov, v istem obdobju lani je bilo zabeleženih 113. Kar mi opažamo, je to, da se nekako število obolelih za COVID-om zmanjšuje, tako kako raste število obolelih za gripo. Torej, to so seveda potrjeni primeri, za marsikatere še ne vemo. Kako prepoznamo gripo? Gripa je akutna virusna respiratorna bolezen in so znaki podobni, določeni znaki so podobni drugim respiratornim obolenjem, kot je visoka vročina, zvišana telesna temperatura, slabost in za gripo je značilno še bolečine v mišicah, v sklepih, kašelj je zelo vztrajen, večinoma je suhi kašelj, tako da so to neki znaki in pač ta vročina, zvišana telesna temperatura, ki je zelo zvišana, lahko vztraja več dni. Kdaj moramo potem nujno obiskati zdravnika? Jaz priporočam obisk zdravnika vsakim, ki čuti, da to ni nekaj normalnega in da mu je stanje slabše, kot je pri podobnih drugih respiratornih boleznih. Posebej pa priporočam kroničnim bolnikom obisk zdravnika, ker se tu bolezen s znaki slabo stanje se združuje, tako da gripa lahko težje poteka. Skratka, pa tudi malim otrokom, vsaki, ki oceni, da je njegovo stanje resno ali slabo ali slabše kot pri navadnem prehladu, naj obišče zdravnika. Kdo je za gripo najbolj dojemljiv? Omenili ste otroke? Ja, najbolj dojemljivi so starejši 65 let in več, kronični bolniki, mali otroci, malčki, torej od starosti 0 do 7 let, potem nosečnice so bolj občutljive, vse osebe, ki imajo znižano odpornost zaradi različnih razlogov in njim se svetuje cepljenje. Cepljenje, ki je tudi ena učinkovita metoda preprečevanja, je svetovano tudi tistima, ki so v družbi takih bolnikov ali oseb, pa tudi tistima, ki so poklicno izpostavljeni velikem številu stikov v službi. Torej, predvsem zdravstveni delavci. Se je še smiselno cepiti zdaj sredi sezone? Ja, vsekakor, pač sezona se je zgodaj začela, nismo še na sredini in se je smiselno cepiti, kajti pri malih otrocih se odpornost potem javi že po enem tednu, pri odraslih in starejših pri približno 2 tednih. Torej, če se po cepljenju teden do 2 smo bolj pozorni na stike in tesne stike in se jih izogibamo,
do tedaj se že ustvari zadostna količina odpornosti zaradi cepiva. Lahko tudi sami kako pripomoremo, naprimer s kakšnimi preventivnimi ukrepi, umivanje rok? Ja, jaz bi spomnila vse na tiste ukrepe, ki smo jih izvajali zelo dosledno v času covida in smo jih nekako hitro pozabili. Tako da je pri gripi, ki se prenaša kapljično, zelo pomembno izogibanje tesnega stika in dolgotrajnega tesnega stika ter higiena osebna, predvsem rok, in higiena prostora. To pomeni roke bolj pogosto, kakovostno umivati, prostore prezračevati redno, površine različnih predmetov v bivalnem prostoru se bolj pogosto je potrebno jih je prebrisati, tako da skrb za osebno higieno, razdaljo in tudi za higieno okolja je pač tisto, kar prispeva, sicer pa najbolj učinkovita zaščita je cepljenje. Morda za konec, če povzameva, kakšno sporočilo naj danes od te oddaje odnesejo naši gledalci? Jaz svetujem tistima, kateri še niso cepljeni in pripadajo tem rizičnim skupinam ali so poklicno izpostavljeni, da se čim prej oglasijo, bodisi pri svojem izbranem zdravniku, lahko tudi na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Mi tudi cepimo, vendar pri nas je potrebno naročanje ravno zaradi tega, da se izognemo gneči v ambulanti. Najlepša hvala za vse povedano in čim več zdravja v dneh in mesecih, ki prihajajo. Hvala za vabilo in enake želje imam tudi vašim gledalcem. V parku pred Beltinskim gradom so odprli zimsko pravljično deželo in postavili božičkov nabiralnik, kamor so lahko otroci oddali svoja pisma z željami. Nastopili so otroci vrtca Beltinci, sledilo pa je pripovedovanje pravljice. Skupaj so nato sodelovali še pri krasitvi smrečice, vrhunec večera pa je bil slovesni prižig prazničnih lučk, ki je park pred gradom spremenil v čarobno zimsko prizorišče. Zimska pravljična dežela je z odprtjem simbolično naznanila začetek prazničnega dogajanja v Beltincih. In kako kaže z vremenom v prihodnjih dneh, jutri bo pretežno oblačno, po nekaterih nižinah bo še vztrajala megla. Zjutraj je bilo oblačno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Krajinskem parku Goričko namerili 0, v Lendavi pa 1 stopinjo Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, po nekaterih nižinah bo še vztrajala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 4, najvišje dnevne v krajih z dolgotrajnejšo meglo od 1 do 5, drugod od 6 do 9 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 1, v Mariboru 3 in na Ptuju 2, najvišje dnevne pa v Murski Soboti 8, v Mariboru in na Ptuju pa 9 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma oblačno, v četrtek bo ostalo precej oblačno, nekaj sonca bo v vzhodnih krajih, razmeroma toplo bo. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 1 in 6, čez dan pa med 7 in 10 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!